Tukaj smo skupino Mary Rose, 30 let kasneje, po kaseti, ki je bila velika uspešnica. Takrat ste bili kdo? Misliš člani benda? Člani benda. Člani benda, takrat smo bili Primož na moji desni, Frank na moji levi A mi vokal. kdo kaže Primoža tam noter? Tukaj Primož, kje si Primož? Tukaj pa tukaj. To si ti Primož. Ja. Pa tukaj je tudi, ne, za klavirem. On je Primož. klaviaturist, ne. Sint, ja, klaviaturist. Potem imamo Franka na vokalu, Frank na vokalu. Franki na vokalu. Lega tam. tukaj Slekca. Evo ga. On je Jure Škodič je bil na basu, tukaj pač leži. Ja, Jure? pri klavirju. To je bil po snemalnem dnevu, tako da Jure je bil malo utrujen. In tukaj sem jaz na kitari. Ti si na kitari. En mi manjka. Manjka Mitja Šabec, ki živi na Švedskem. Zdaj, tako da nažalost zdaj ni mogel prijeti zaradi teh razmer, tako da smo mi štirje. Mitja, Čau. Mitja, pogrešamo te. Zdaj me pa nekaj zanima. 30 let nazaj, ali 31, takrat je bila še Jugoslavija in takrat ste izdali kaseto, ki je bila neka mega uspešnica z naslovom Rocks Off, ne? Drži? drži? In takrat ste izdali samo kaseto. Takrat so že bile plošče, se pravi vinilke, zakaj niste že takrat šli v to? Takrat je, jaz se spomnim tisti dan, ko se je šlo pogodbo podpisati, je šel Primož. Jaz nisem mogel, je šel Primož, mislim, da ne vem, kdo je šel še z njim. In Nisem bral dobro teksta. Mislim, Sem mislil, da bo tudi plošča prepovedal. Drobni tisk nismo brali. Drobni tisk ni bil prebran. Celo ne vidim tiska. ne, dogovorjeno je bilo, da bo na CD-ju in na vinilu. Ampak pogodbe enostavno, ne vem, ali ni vzel, ali je doma založil. In mi smo rekli, ok, ZKP bo to naredil. Ne? In ko smo čakali, da bo to naredil, se to ni zgodilo. Nismo bili pa pri pameti, bi rekel, da bi ustrajali, da bi vprašali, smo rekli, ok, verjetno ne bodo naredili in ni. In v pogodbi je pisalo, da moramo mi dobiti še CD in vinil. Ko sem jaz prišel In dva videospota. In ko sem jaz po 30 letih prišel na pogovor, te prvič k Mojci, ko sem se usedel in rekla, Eki, tukaj v pogodbi piše, da bi mi mogli takrat dobiti CD in vinil. In sem jaz tako pogledal. Oh, wow. In to je bilo zdaj pred kratkim torej? Ja, lani. V bistvu te prvič, ko sem prišel, da se pogovarjati, da bi to še enkrat realizirali in izdali. Ampak prišel sem pa z namenom, veš kakšno. Zato je bilo povpraševanje po CD-ju, sem jaz rekel, noč, moram imeti en dan na ZKP in vprašati, če lahko jaz to izdam samo v založbi, mislim v samo založbi, če lahko izdam, zato ker lastniki posnetkov so oni. Ne? In ko sem prišel, sem mi rekel, veš, mi imamo 50 obletnico ZKP-ja in bi bilo fajn, da bi nekaj izdali, da bi nekaj naredili in je rekel, Mary Rose bi bili primerni, da to naredimo, tako da je prišlo do tega. Mary Rose je en band, ki je resnično bil vedno v tistih top, ne vem koliko, 3 bendih v Sloveniji, ne? Ampak niste imeli take medijske podpore, bi rekli, ne? In niste imeli tako kot drugi slovenski bendi, ste pa bili res enkratni na odru. Kako je zdaj? Kaj zdaj počnete? Zdaj delamo, ne tej postavi, pač življenje je tako, se veš, vsak je šel svojo pot. Zdaj delamo, v bistvu 2 leti nazaj smo posneli smo izdali tudi novo ploščo Resničen svet, ampak je fajn, da je prišlo do te zgodbe, zato ker ob 30. obletnici tega Rocks Offa smo imeli namen v bistvu narediti tudi koncert. In je bilo dogovorjeno, da bomo v Kulturni domu v Postojni 2 dni, v bistvu so nam dali dvorana 2 dni, so nam šli na roko, da bi 2 dni naredili koncert in 2 dni, da bi se to posnelo, vse skupaj, v bistvu dogovor. Beseda je tekla, da bi ZKP, RTV, da bi ta koncert se posnelo. 30. obletnica Rocks Offa in nekako 30. obletnica benda obstoja, ko bi vsi člani se pojavili na odru in ko bi to fajn tudi zalili. Je prišla korona, ne? Je prišla. Ja. Drugače pa me zanima, to so posnetki, kateri posnetki so to? A to je možno, da so to posnetki stari več kot 30 let? Kje to lahko zbrskaš? Kje ste to dobili? To so ta pravi original posnetki, niste šli še enkrat snemati? To so original posnetki, takrat snemali smo v studiu Tivoli, producent je bil Juri Toni in takrat smo to naredili po najboljših močeh in danes, ko poslušam, mislim, da je dobro za tisti cajt. Mislim, da je to ena boljših, da ne bo neskromno zvenela, ampak upam si trditi, ena boljših hard rock plošč v Sloveniji. Celotno.
bom rekel, in uvitek, in glasba. In produkcija. In produkcija. Govorimo o 30 let nazaj. Ampak zdaj je to šlo še enkrat čez kakšno stvar ali je to original? Kar je to? Mastering je narejen. Ampak mastering je bil tako, da mastering se je delal dol v Studio York in ko smo se dobili dol, Mojca, jaz in Jadrano Grins in Gabriel, je bilo tako, ko smo preposlušali, je tudi sam Jadran rekel, to vse stoji, je rekel, malo bomo dali čez olivnega olja, je rekel, in sem rekel, se strinjam. Naš drugega niste rabili, ker soli nič, ne vegete nič, ne rabite nič, to je ta pravi rock'n'roll, mislim rock'n'roll, ne bom rekla rock'n'roll. Zdaj me zanima še ena stvar, Ovitek. Kaj je to slučajno, remake Ovitka? Ovitek je, pravzaprav bi rekel, da je to zasluga, kolikor se jaz spomnim, pa jaz sem že malo v letih, mislim, da je to Eki zasluga. Ne me fantje popravijo, da ne bom, mislim, da je ušel v Kranj in to sta ena dva mojstra delala, ko vlada ta airbrush pa to. To od Ovitka ti lahko Primož pove, zato ker Primož je šel takrat v Kranj, mi smo imeli idejo za nek Ovitka skupaj. To sta bila dva fanta iz Kranja. Nimbus so se imenovali, oni so bili eni res boljših v tistem času, ko so obvladali airbrush. Danes bi se to naredilo lepo digitalno in je to čisto druga tehnologija. Takrat je bilo to res delano z airbrush tehnologijo. Mislim pa, da je Frank imel takrat, bi rekel, eno ploščo, se spomnim, si prinesel od Jeff Becka, če se nas spomnim, kot nekaj, kar nam je bilo všeč, demo je to nekaj takega. Stilsko, ja. Je bilo tako? Jaz se nam lastil dobenih zaslug, ker tle je res Primož pa Eki sta bila, ker neko kako, imeli smo neke opcije v glavi, no in potem, ko sta šla Eki pa Primož, to in to je bilo, mi smo bili vsi navdušeni. Jaz moram reči, ne bom govoril o glasbi, ampak Ovitek je pa, Ovitek me pa danes navduš, fantastično. Imamo še vedno original airbrush sliko, ki je bila narejena. Doma Eki, doma to sliko in so se res dobro naredili. To je... Moram pohvaliti tega Miha Dolenca, ki je to zdaj, bi rekel, kako bi remake nadgradil, je dobra beseda. Fantastično delo. Na tem Ovitku je razlika edino temu, da je logo današnji. Ta logo uporablja pač ta zadnja ekipa. Ta prvi logo je bil drugačen in ko je Miha poslal ta logo, sem rekel, Miha, dej, pa si dal ta star logo narediti. Rekel, veš, ni več, ni fonta, ni tega, ni unga. In potem sem tem fantem poslal in sem rekel, ok, bom poslal, bom videl, kaj bo. Ti, dober logo, sem rekel, ok, štimo. Super. Zdaj pa. Rocksoft je original. To je original, ja. Original, ja, naslov. Zdaj pa nekaj zanima, za ljubitelje Mary Rose. No, to pa se jaz laštim, evo, da ne bo izpali, Rocksoft je pa, to pa priznate fantje, da je moj naslov plan. In da je ukral Def Leppard. Def Leppard imajo na prvem CD-ju en komad, ki se imenuje na prvem njihovem CD-ju Rocksoft, s tem, da ima jaz pol kasneje, zanimiv, Rolling Stones imajo tudi en komad Rocksoft, ampak jaz sem Def Leppard. Meni se je zdelo tako Rocksoft, da smo mi taka skupina Eki, Primož, Jure, Rocksoft, da je to. Rocksoft, ker smo bili res Rock skupina. Pravzaprav je Rocksoft iz konca teksta vodnega plošča iz komada Action, ki se po tekstu konča Rocksoft. Rocksoft, man! In tako naprej in z tega što potem... Točno, ja. Točno, v naši eni pesmi je to v besedilu Rocksoft, man. Moj, ko končam repanje na začetku tega komada, rečem Rocksoft, man. Zdaj še pa malo PPP, ali kako se reče, kje lahko ljubitelji Mary Rose ali pa res dobrega roka kupijo to ploščo, oziroma CD, oziroma tudi nek linki? Ja, linki so na ZKP RTV, uradno, pač tam naročeš ploščo. Mi imamo določeno koso izvoda, imamo tudi mi, ki bomo na koncertih pač prodali in se da na naši strani kaj poprašati za informacijo, ki kdaj, kako. Okay. Online torej. Še neki, a vas bomo videli še kdaj na odru skupaj, v tej postavi? Ja, zaradi tega je bilo mišljeno ta koncert na res 30. obletnico, zato ker bi vse postave, ki so bile v skupini Mary Rose igrale in tudi naslov sem imel že v glavi, Back to the Future, začela bi ta zadnja postava in končala bi na odru prva postava. Enkrat zdaj? A ja, tako, prej si rekel, da je tako, v redu. Bi se še postavil. Bilo, fantastično. Ja, no, pred 2 urami.
Kaj zdaj, kdaj čakamo na pač, ko bo boljša epidemiološka situacija? Maja, junija, jaz bi to, da je to maja, junija. Glede to, da smo ona generacija, bi bilo fajn te na dan mladosti. Ker bo tale COVID, ne bo rocks off, ampak fuck off. Raksa! Rocks off, ne.